z namenom, da bi vse pletene akterje dogajanja v TDR metodologiji pozvali oziroma od njih dobili neke potrebne informacije, kaj se v naši tovarni dogaja oziroma kakšna usoda čaka zaposlene v naši družbi. Zdaj, ne bom preveč dolgovezal, ampak bi vas rad tudi predsednik sveta delavcev seznanil, da mi je gospod Cajnko, zdajšnji lastnik, pred kako uro sporočil, da je danes se pričel stečajni postopek in kot vidite je tudi zraven direktorja prisotno že stečajni upravitelj. Torej v tem letu in pol približno, kaj smo prevzeli tovarno TDR metodologijo 22. decembra 2006, smo se večkrat pogovarjali o problemih in težavah, ki so pestile tovarno. Seznanjali smo vse zainteresirane o tem, v kakšnem stanju je bila tovarna prevzeta. Poznamo, da je bila tovarna prevzeta v izredno težkem stanju, da pravzaprav drugih interesitev za prevzem tega podjetja ni bilo, da se je potem podjetje VP Profil Solar Value Holding odločilo za oddajo zavezujoče ponudbe in bilo kot edini ponudnik tudi izvedeno. In bilo tudi kot edini ponudnik izbrano na javnem razpisu za odprodajo delnic TDR metodologije. Takoj od prevzemu podjetja smo pričeli z prestrukturiranjem podjetja, reorganizacijo in sanacijo. In ta sanacija je tekla na ta način, da smo poskušali z odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja pridobiti nove kupce, nove lastnike, ki bi za posameznimi dejavnostmi nadaljevali. To nam je uspelo v dveh primerih, v primeru Liguri in v primeru Karbida, kjer so novi lastniki prevzeli tudi določeno število zaposlenih. V preostanku TDR metodologije pa je ostala proizvodna sprva na dveh pečeh, potem pa samo še na eni peči za M5, torej za proizvodno silikokalcija. Preostala je prevelika infrastruktura z prevelikimi stroški in to je seveda rezultiralo v vedno večjih težavah. Tesna povezava z podjetjem VP Profil iz Limbuša je seveda pomenila velike probleme tudi na podjetju v Limbušu. In ko je prišlo s 1. januarjem do ustavitve proizvodnje v metodologiji, smo morali vložiti predlog za prisilno poravnavo. Ta predlog je bil vložen 24. decembra, ker v tem času po vložitvi predloga za prisilno poravnavo nismo uspeli ponovno zagnati proizvodnje, smo morali seveda ustrezno obvestiti tudi sodišče in rezultat vseh teh dejavnosti je seveda sklep o stečaju z današnjo veljavnostjo in danes je situacija taka, da je pač se začel stečaj. Hvala lepa. Najprej bi prisrčno pozdravil vse zbrane in v štartu povedal, da je osnovno vprašanje HSE-ja skozi celotno obdobje agonije, ki po mojih podatkih traja od 18. oktobra 2006. Vprašanje, kaj bo z vami? Mi smo se cel čas te zadeve ukvarjali s tem, kako zagotoviti delovna mesta. Tega mi nič od prisotnih dvorani, ki so menoj izdelali sestanki, ne more niti po točko 1 prečrtati ali zanikati.
In zakaj so te garancije danes govori češ o HSE-u kot tistom, ki je odgovoren za to, je to navadna laž. Mi z vami sočustvujemo in mi z vami razmišljamo. Mi ne razmišljamo z drugimi. In težnje potem, kako se naj garancije fizičnim osebam vrnejo fizičnim osebam za to, da se pa lahko zagnala proizvodnja, ki mi smatramo, da ni pravilna. In dokler mi imamo te garancije, spoštovani kolegi, lahko mi skupaj nekaj naredimo in tako dolgo lahko mi zagotovimo tudi tisti delež garancij, ki je gospod Cajnko ob nakupu, seveda HSE-o kot skrbniku pogodbe, prosim, skrbniku pogodbe v imenu Republike Slovenije in to enemu izmed 4, zato tudi pravim, da HSE ni tisti, ki je tukaj izvedni greh in tisti, ki je ravno te tovarne. Mi smo šli z vsemi postopki do skrajne meje zakonsko dopustnega. Vsi nadaljni postopki bi tako dobro zagožili tudi mene spravili v kazensko odgovornost. Mi smo kljub temu, da osnovni temelji za dobavo električne energije niso bili izpolnjeni, kršeni več mesecev, pravi, do konca oktobra leta 2007 je morala biti dostavljena garancija za dobavo električne energije v letu 2008, pa ta še do 31. ni bila dostavljena, smo kljub temu niti 1 kilovata TDR zavrnili. TDR ni imel niti en dan ovirano dobavo električne energije. Res je, ni bilo pogodbe. 7 dni ali 8 dni smo v letu 2008 bili brez pogodbe in res je, tudi TDR električne energije takrat ni podjemal. To je dejstvo. Vendar, pogodbe mi nismo niti spremenjali, niti kakorkoli zaostrovali. Vsa namigovanja o tem, da je naš, vaš položaj danes tukaj, zaradi cene električne energije, so napačni.